Pozdravljeni, sem Marja Milič, urednica revije Moje finance in to je klic v živo. V 5 minutah bomo izvedeli, ali se splača potrkati na šefovo vrata in zahtevati povišek. To nam bo razkril direktor in pa partner headhunting agencije Kompeto Matic Vošnjak. Lep pozdrav. Hvala, Živijo, Marja, zdravo. Z veseljem. Brezposelnost je rekordno nizka, gospodarstvo cveti, plače se mi zdi, da se ne premikajo prav dosti. A je zdaj pravi čas, da potrkamo na šefovo vrata in vprašamo za povišico? Ja, mogoče Kako to najprej, storiti, da bomo seveda uspešni pri tem? ja, mogoče, če pogledamo najprej nazaj, ne. Ja, res je, brezposelnost je čedalje nižja, v letošnjem letu pričakujemo še znižanje, leta 2019 nas pa čaka tako imenovana ničelna brezposelnost, kar za Slovenijo nekje pomeni 50 do 60 tisoč brezposelnih. Če vzamemo v zakup še našo demografsko sliko, ki nam govori, da bo leta 2030, da bomo Slovenija kot država 9. najstarejša država na svetu, potem lahko vidimo, da v bistvu delodajalci bomo imeli v bistvu kar ene resne izzive, kako priti do ljudi, ne pa pozabimo lahko do dobrih ljudi, ampak kako priti na splošno že do ustreznega števila ljudi, da bomo lahko opravljali svoje delo. Oglasi kot taki, da bomo s tem zadovoljevali, enostavno ne bojo dovolj, bomo mogli najti druge načine. Seveda je s tem takoj povezano potem tudi na nek način povpraševanje po višjih plačah, povišicah in tako naprej. Zdaj, naš cilj pri višjih plačah mora biti v bistvu zelo jasen, in sicer, da nadrejeni v vsakem momentu pogovora, ki ga imamo na to tematiko, razume, da v bistvu ne bomo zahtevali nič, kar dejansko si danes na nek način seveda tudi že ne zaslužimo. Ključen je seveda nastop, da je samozavesten in da v nobenem momentu ne govorimo, da nekaj prosimo, da kažemo na nek način obupanost v eni zadevi, ali pa na drugi strani ob vseh slikah, kar sem prej orisal, da na nek način izsiljujemo. Moment je lahko za pogovor o višji plači vedno primeren, pa vendar. Primeren je takrat, ko smo zaključili večji projekt, ko smo naredili nekaj res dobrega, dodali vrednost podjetju, hkrati je tak pogovor primeren tudi zato, da povemo, kaj vse še imamo v načrtu, kaj bomo še naredili, kakšni izzivi nas čakajo. In če imamo močne argumente, znamo predstaviti svoje naloge, ki jih imamo, ni nobene težave, da v bistvu se o tem ne bi lahko vsaj pogovarjali. Je pa seveda tudi res, da ljudje bomo vedno zahtevali ali pa želeli si pravično plačilo za svoje opravljeno delo, hkrati pa se bomo delodajalci na drugi strani morali zavedati, da je zaposlitvena izkušnja tista, ki nam bo pomagala zadržati ljudi in ne sama plača. Zaposlitvena izkušnja pa pomeni seveda tudi povezano z osebnim razvojem na delovnem mestu, z napredovanjem, z zanimivostjo dela in podobnimi zadevami. Kako pa je z zamenjavo službe? Zdaj, če recimo ne dobimo tega poviška, nismo zadovoljni z službo, z delovnim okoljem, kako zdaj, a se splača zamenjati, kako je na trgu dela, katere kadre se išče, v katerih panogah? Ja, zdaj moje razmišljanje gre vedno v smer, da zaradi same plače, ki je v bistvu na nek način higienik, ne bomo šli menjati službe, če ni pod našim higienikom. Se pravi, so drugi razlogi, zakaj se odločamo za menjavo službe, bolj kot pa sama plača. Ali je čas primeren ali ne in kdaj je primeren čas za to, je vendarle na nek način zelo, zelo subjektivna zadeva. Smiselna je pa seveda zamenjava takrat, ko imamo na vidiku nekaj, kar nas res zanima, kjer bomo lahko uporabili svoje izkušnje, svoje kompetence, pa vendarle bo ta izziv na nek način dovolj nov, da bo delo vznemirljivo, zanimivo, interesantno na daljši rok. Z zmanjševanjem brezposelnosti in tudi potrebami na trgu je seveda teh izzivov več, tako da smo lahko na nek način mogoče tudi malenkost bolj izbirčni, smo lahko malo bolj pogumni, pa vendarle moramo se pa zavedati v bistvu svojih realnih možnosti na trgu dela.
Če pogledamo v bistvu, kaj se išče, kje se išče, kdo najbolj išče, jaz mislim, da je kar že nekakšna mantra postala v Sloveniji, da vendarle govorimo še vedno o tehničnih poklicih na vseh nivojih, ne samo inženirskih, da govorimo o IT strokovnjakih, to, kar se je dodalo in kjer pa bo ustvarjene tudi v bistvu verjetno na nek način dosti novih delovnih mest, pa v bistvu rečemo temu digitalna področja. Kako pa je zdaj s plačo, ko zamenjamo službo, ali zahtevati tako plačo, kot smo imeli v prejšnji službi, ali se zadovoljiti tudi z nekoliko nižjo plačo? Zdaj, seveda je odvisno, kaj smo naredili. Če smo naredili en karierni korak naprej, je lahko mogoče to dovolj velik motivator, da smo se zadovoljili z enako ali tudi nižjo. Je pa jasno, da je v naši človeški naravi in je tudi razumljivo, da z vsakim novim angažmajem pričakujemo tudi višje plačilo. Super, evo, to je to. Pojasnili smo, kako do prve, oziroma do povišice in do zamenjave službe. Hvala za vklop, hvala za pojasnila in lep dan še naprej. Hvala za vabilo in lep dan tudi vam. Živjo!